Gospoda Božička se jaz spomnim vse iz osnovne šole, ko smo kot otroci hodili v šolo in smo ga pogosto videvali. Običajno je skoraj vedno nosil punkace, kar nam je bilo tudi takrat nenavadno, ker jih običajno vsakdanji ljudje niso nosili, razen lovcev, ne. Mojstra Božička sem poznala že kar dolgo časa, kajti bili smo sosedje in velikokrat smo se sprehajali mimo njihove hiše. Moram pa tudi omeniti, da se je moja mama učila tudi pri mojstru Božičku in zato je tudi ona ga večkrat obiskala in večkrat je bil tudi gost pri nas doma. Seveda, večkrat smo se pa obiskali potem, ko pa se pa midva s Francijom poročila in postali smo ena širša družina. Ata je bil v bistvu tak. On je bil zelo poštenega razmišljanja. Nikoli nisem slišal, da bi, ko se je pogovarjal z nekom, da bi v bistvu drugega govoril, ne. V lokalnih skupnostih se pogosto skrivajo dragocene zgodbe, ki čakajo, da jih oživimo. Ena takšnih je zapuščina krojaškega mojstra Franca Božička, ki je svojo obrt nadgradil z ustvarjalnostjo, natančnostjo in spremljanjem razvoja krojaštva. Franc Božiček se je rodil 28. marca 1908 v Srebrniku. Njegov oče, prav tako Franc Božiček, je bil izučen krojač. Po poroki sta starša zgradila svoj dom na tromeji Srebrnika, Plesa in Hrastja. Že pri 14 letih je Franc začel krojaško učno dobo pri očetu. Po 3 letih se je izučil za krojaškega pomočnika, kar mu je potrdila zadruga obrtnikov v okraju Kozje. Dodatno znanje je pridobival na prikrojevalnem tečaju v Trbovljah, koder se je vrnil domov kot krojaški mojster. Leta 1931 je prijavil obrt krojaštva na naslovu Sveti Peter pod Svetimi gorami. Delavnico je najprej uredil v podstrešnih prostorih takrat Planinčeve hiše, danes Bistrica ob Sotli številka 15. V tisti stavbi je bila takrat tudi pekarna. Kasneje, leta 1938, pa se je preselil v lastno hišo. Med drugo svetovno vojno je bil preseljen v Kozje, kjer je nadaljeval delo krojača. Leta 1946 je vložil prijavo za registracijo krojaške obrti, ki jo je leta kasneje potrdil okrajni ljudski izvršilni odbor v Krškem. S tem se je začelo novo obdobje njegovega ustvarjalnega dela, ki je pustilo močan pečat v lokalnem okolju. S svojim delom in udejstvovanjem v skupnosti je pomembno zaznamoval Bistrico ob Sotli. Njegovo bogato zapuščino sta desetletja skrbno ohranjala sin Franc in njegova žena Vesna. Dokumenti, knjige in krojaški predmeti so čakali na pravi trenutek. Kako se je začela zgodba, da bi nastala ta razstava, je bilo pred 2 letoma, ko sva s Progom obiskala Muzej novejše zgodovine v Celju in se sprehodila po Celjski Obrtniški ulici. Tam se mi je porodila ideja, morda bi pa lahko tudi pri nas, po Bistrici, naredili eno malo razstavo o delu in življenju očeta mojega moža. To sem potem njem nekako rekla, pa rekel, joj, Vesna, več materijala je, ampak bi te čakalo veliko dela. Jaz sem šla v hišo, kjer je imel mojster svojo delavnico in kjer je moj mož s svojo mamo in svojim očetom so živeli. In tam sem šla na podstrešje in čakalo me veliko presenečenje. Prvič miza, na kateri krojil, v mizi polno nekih materialov, krojnih polj, likalniki, sukanci, škarje in pa razni pripomočki, ki jih uporablja pri svojem delu. Ko pa smo odprla omaro, fascikli, brošurice, knjige, modni časopisi, modni listi, ne samo slovenski, ampak tudi nemški, hrvaški. Meni se je zdelo to
poslanstvo, to zbiranje, to natančno zladanje dokumentov v fasciklu od Francijevega očeta fascinantno. Sam poklic krojača je dejansko zelo zahteven. Zakaj? Ker na eni strani gre za krojenje forme oblačila, na drugi strani pa za izdelavo, se pravi od izbire materiala, sestavljanje, šivanje, likanje, oblikovanje. To ni enostavni proces. In dejansko, če pogledamo, komaj nekje v renesansi je zaživela moda, ko je postala zahteva po poudarjanju človeškega telesa in v bistvu so več ali manj morda iz enega kosa se oblačili, dovevali, so potem tiste kose razrezali in so skušali dobiti oblačilo. Vendar je bilo kar dolga pot, da so dejansko začeli konstruirati. Mi mislim, da smo imeli kar precej sreče, glede na naš položaj življenja. Na eni strani imamo v Italijo, na drugi strani Avstrijo, bliže Nemčija, vpliv iz Češke, tako da so se ti obrtni trendi kar hitro pojavili tudi pri nas in imeli smo tudi srečo, da smo imeli ljudi, ki so se zavzeli za ta poklic. Če pogledamo 1890 je vyšla prva knjiga Krojaštvo, ki jo je gospod Kunc izdal. Istega leta je ostal, ko je videl, da je dobro sprejeta, je izdal tudi knjigo v nemščini. Se pravi, ni bila knjiga samo za slovenski prostor, ampak tudi za širši prostor. V samem predgovoru omenja, ko je razvijal samo metodo sorazmernosti, kako se je tudi obračal na Müllerjevo publikacijo. Müllerjeva konstrukcija je seveda ena najbolj znanih, se pravi, da smo imeli nekje zelo visok nivo znanja. Treba pa se zavedati, da samo krojanstvo, konstruiranje kroja, je izredno zahtevno. Če pogledamo vseeno katero telo kot telo, ima običajno neke pravilne geometrijske oblike. Ta delavnica je bila na nek način velik del mojega doma. Odkar se spomnim, se je večina tega življenja, že pred šolo pa šoli, tistega, ko si bil doma, dogajalo v bistvu v delavnici, v tej hiši, ki je bila v bistvu potem nekaj še prostorov, ki so bili za spanje, pa mala kuhnica, pa sanitarije, ni bilo neke dnevne sobe, pa tekih prostorov in se je dogajalo vse v tej delavnici. Takrat, ko sem bil v delavnici, sem poslušal, sem gledal, kako je oče jemal mere, kako se je pogovarjal, s kom se je pogovarjal. Tu so se plekle mnogo zgodb. Ampak ne v smeru so se zaupali razne zgodb, veliko teh Bistričanov, ali pa tudi od drugod. So mu pravili, kakšne probleme so imeli, kako je bilo. In jaz sem preko tega spoznaval, da je svet taki ni črno-beli, ampak da je svet v bistvu zelo barven. Na eni strani sem te poslušal njegove stranke, potem so bili pa tukaj vajenci, oziroma tako da sem da sem recimo ni imel lepe nose. Ko sem bil malo starejši v osnovno šolo, ko sem hodil, so se pa v tej delavnici, še vedno je bila delavnica brez njene sobe. So pa začeli hoditi razni sošolci, so se prišli v meni. Spomnim se, da je dostikrat prišel Andrej Čepinov in smo se kaj igrali v delavnici. Spomnim se tega, recimo, ta stol, ker je vzadej, je bila nekaj takih stolov v delavnici pred mašinami, pa smo postavili, medtem ko so šivali, drugi so šivali na eni strani delavnice, ta stol, pa na drugi strani delavnice in smo sedela pa žogo brcala, kot gola dva. Pol pa smo naredili tudi male nogomete, tiste namizne, ko se vrtijo, spet to smo se v delavnici igrali, karte igrali, tisto kar konec, prvi tisti šahi.
so tudi se delavnici dogajali. Tudi tleh se že vidi, kar je gospod Božiček imel različne revije v tistem času. Kar lahko rečemo, vse to priča o zelo visokem nivoju te obrtniške delavnice. Morda višjem nivoju, kot ga zdaj znamo. Tudi če pogledamo, se pravi, Matija Končko je izdal drugo izdajo svoje knjige. On je takrat že imel šolo za mojstre. Danes, kljub vse tehniki, samo nimamo šole za mojstre. Imeli smo dolgo leta v Mariboru, kjer so se izobraževali vsi, ampak je na žalost propadla. Tako da, če se vrnem nazaj, lahko rečem, da je zahtevno delo, se pravi, krojač mora na nek način znati presoditi, ne samo izmeriti. Znati presoditi tudi, gre za srednjo, gre za višjo, za kateri višinski razred gre, za kaki tip postave in temu tudi prilagoditi. Zaradi tega tudi pravijo, konstruiranje oblačil je dejansko umetnost. Krojač Franc Božiček je eden redkih, ki je svojo obrtniško življenje končal z upokojitvijo kot krojač. Se pravi, da je delal vse svoje življenje kot krojač. Medtem ko so ostali odhajali iz krajev in tudi samo obrtniško življenje se je potem zmanjševalo. Vendar to, da si obrtnik, pa pomeni, da živiš v kraju in da si razen obrtnik tudi tisti, ki si zelo aktiven v političnem, družbenem in pa tudi društvenem življenju. Franc Božiček ni bil le mojster krojaštva, temveč tudi pomemben člen lokalne skupnosti. Leta 1951 je sodeloval v krajevnem ljudskem odboru kot član skupine za komunalo, hkrati pa je bil dejaven v različnih društvih. Najbolj se je uveljavil v fiskulturnem društvu Sveti Peter pod Svetimi gorami, ustanovljenem leto 1946. V njem je najprej opravljal funkcijo blagajnika, nato referenta za finance, leta 1948 podpredsednika in potem še predsednika. Leta 1955 se je to društvo preimenovalo v Telesno-vzgojno društvo Partizan. Kasneje pa je z vso svojo predanostjo soustvarjal delo turističnega društva, kjer je vrsto let opravljal funkcijo predsednika. Leta 1962 je za svoje izjemno delo prejel odlikovanje Turistične zveze Slovenije. Turistično društvo je bilo tisto, ki ima bilo prvenstvo, in je Partizano. Je pa oče imel to telovadnico, dokler ni šola prevzela po ključem telovadnice, in mi smo skozi hodili v to telovadnico. Kar se tiče turističnega društva, je bil oče že leta, že pred vojno je bil to je turistično društvo. Še danes stoji pred staro hišo to turistični informator, tista stara tabla, imel štimpirko z Savske poti. In ker se ves svet danes vrti okrog reklam, poznamo še eno iz obdobja leta 1940, ki je bila objavljena Šempetrčanu, pustnem časopisu in govori prav o krojaču Francu Božičku. Če obleko bi rad imel, naš pralnja te bo sprejel plašč, hlače ter še suknjiček napraviti Frane Božiček.